Nekaj imaš roko. To je ta intoleranca. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance prinašamo zanimive vsebine z področja laboratorijske diagnostike. Peljemo vas pa tudi v laboratorij, zato Ostanite z nami. Danes bomo govorili o intoleranciji na hrano. A ste že mogoče slišali za to? To je precej širok pojem in zato tudi pogosta težava, s katero se srečujemo mi v laboratoriju. Zato sva pa tukaj midva, da vam poveva bistvene stvari, ki jih morate vedeti o intoleranciji na hrano. da bo pa ta video bolj zanimiv, vam bova danes na primeru resničnega pacienta pokazala, kako poteka celoten proces testiranja intolerance na hrano. Zato vas bova peljala tudi v laboratorij. Še preden pa gremo tja, pa dajmo spregovoriti malo o znakih intolerance na hrano. Prvič je pomembno, da veste, da intoleranca na hrano ni enako alergija na hrano. O alergiji bova spregovorila kdaj drugič. Danes pa se bomo posvetili samo intoleranciji na hrano oziroma blagi verziji te intolerance, se pravi preobčutljivosti na hrano. Kot ste videli v začetku posnetka, je najpogostejši znak intolerance na hrano prebavne motnje. Sem sodi tudi driska, zaprtje, vetrovi, težave s prebavo in pač podobno. Seveda so pa tudi neki drugi znaki intolerance, ki se lahko kažejo kot nepojasnjeni spuščaji po koži, kakšni glavoboli, migrene, splošno slabše počutje, bolečine v sklepih in podobno. In če se torej srečujete z prej omenjenimi znaki, lahko morda razmislite o testiranju intolerance na hrano. Preden pa se pravite na testiranje, je pomembno le to, da živila, na katera bi se radi testirali, dejansko tudi uživate. In to je naredil tudi naš pacient, zato gremo zdaj v laboratorij. Ker se testiranje intolerance na hrano opravi s krvi, jo moramo na nek način dobiti. Tako da, če se niste ravno urezali v prst, vam bomo kri vzeli mi. To lahko naredimo iz vene na roki ali pa iz prstka za tiste, ki jih je strah. Evo, kri imamo, zdaj moramo pa pripraviti. Gremo v laboratorij. Polna kri ni primerna za analizo, zato rabimo serum. To naredimo tako, da kri centrifugiramo. Kri je pripravljena za analizo, tako da zdaj gremo lahko jo analizirati. Zakaj je intoleranca na hrano problematična oziroma zakaj jo težko sami odkrijemo? Mogoče se še spomnite, kaj vse ste zaužili včeraj, ampak kaj pa predvčerajšnjem ali pa še kakšen dan prej? Znaki intolerance se pojavijo z zamikom, lahko tudi šele po 3 dneh, ko smo zaužili problematično živilo. Zaradi tega pa sami zelo težko točno odkrijemo, kaj je tisto, kar nas matra. Ja, in zato v našem laboratoriju uporabljamo panele živil, ki vsebujejo tista živila, ki jih najpogostejše uživate. Recimo, nima torej smisla, da bi po zimi merili intoleranco na češnje, če pa jih že dlje časa nismo jedli. In zato te paneli vsebujejo tista živila, ki jih pogosto uživate, naprimer mlečne beljakovine, jajca, oreščke, gluten in podobno. Konkretno, tega pacienta bomo testirali na 20 alergenov. Kaj to pomeni? Se pravi, vsaka tale luknjica je svoj alergen. Naprimer, tole so jajca, tole so mleko, tole so oreščki in vsako luknjico bomo dali vzorec od pacienta in potem bomo to dali inkubirati. Medtem ko se platka inkubira, bi pa govorili o različnih stopnjah intolerance na hrano. Najbolj blaga in najbolj pogosta je preobčutljivost na hrano. To pomeni, da ko zaužijemo nekatera živila, nam po njih pač ni dobro.
To je pogost pojav, prizadene nekje 60% celotne populacije vsaj enkrat. Živila, ki običajno povzročajo preobčutljivost, so živila, na katera mogoče sploh ne bi takoj pomislili, recimo oreščki. Dobra novica pa je, da je lahko intoleranca oziroma preobčutljivost prehodne narave. Ja, zdaj druga pogosta stvar, ki se pojavlja, je intoleranca, pri kateri nimamo encima za prebavo določenega živila. Lep primer tega je laktozna intoleranca, pri kateri nam zmanjkuje encima za prebavo laktoze. Med intolerance pa lahko štejemo tudi redke, ampak resne bolezni. Sem štejemo na primer celiakijo. Celiakija je bolezen, pri kateri gluten poškoduje resice tankega črevesja do te mere, da to vodi v razvoj sekundarnih bolezenskih znakov, kot so na primer anemije in hude prebavne motnje. Celiakija je redka bolezen, vendar se ljudje s celiakijo morajo izogibati glutenu celo življenje. Nam se zdi testiranje intolerance smiselno tudi zato, ker verjamemo, da imunski sistem izvira iz črevesja. Če torej vi vaše telo obremenjujete z neko hrano, ki mu zaradi nekih razlogov ne ustreza najbolj, potem tudi vaš imunski sistem ne deluje tako, kot bi lahko. Kot sva prej pojasnila, je intoleranca lahko tudi prehodne narave. Zato najbrž ne sodite v tisto ogroženo skupino in so po vsej verjetnosti vaše težave takšne, ki se jih da odpraviti. Informacija o tem, katera so tista živila, ki vam povzročajo težave, vam zato lahko pomaga povrniti zdravje v trenutkih, ko se vam zdi, da to ni 100%. Naš pacient je na testiranje prišel zaradi suma intolerance na gluten. Ampak sodeč po teh izvidih, tega nismo potrdili. Smo pa odkrili intoleranco na mlečne beljakovine, torej mleko. Iz tega razloga je praktično, da testiranje vsebuje kombinacijo živil, ki jih uživamo na dnevni ravni, saj na ta način lahko odkrijemo, da nas matra nekaj čisto drugega, kot smo mogoče mislili. Torej, bili ste z nami pri testiranju intolerance na hrano. Videli ste, kako pridemo od krvi do laboratorijskega izvida. V primeru našega pacienta smo torej odkrili intoleranco na mlečne beljakovine in pa oreščke. Zato je v njegovem primeru smiselno, da ta problematična živila za nekaj časa izloči iz prehrane in spremlja, ali bodo izginili tudi znaki. Še enkrat poudarjava, pomembno je, da razlikujete med intolerance na hrano in alergijo na hrano. Pri intoleranci na hrano morajo biti prisotni nekateri znaki. Običajno so povezani z prebavo. Če teh znakov nimate, potem bodo tudi vaši izvidi negativni. Vedeti pa morate tudi, da intoleranco povzročajo živila, ki jih uživamo redno. Zato za testiranje zadostujejo manjši paneli z živili, ki jih vsakodnevno zaužijemo. Zato vam neke eksotične ribe in tropska sadja po vsej verjetnosti ne povzročajo intolerance, saj jih niti ne jeste redno. Zato tudi tukaj ne velja pravilo več je bolje, izbirajte raje manjše pakete testiranja intolerance. Če vam je bil ta video všeč, mu stisnite like, naročite se na kanal, če se še niste, in pa delite video s kom, za katerega mislite, da imate težave. Dajte meni, ti šokolade. Ne, ti imaš intoleranco na lešnike. Enač mi, da se zdaj vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!